Zmaga! Mislim, da se bo dogodilo tisto, o čemer smo sanjali toliko časa. 250 metrov! Nov svetovni rekord Petra Prevca! Lep pozdrav vsem, moje ime je Matej Petek, čez nekaj trenutkov pa se mi bo pridružil še Blaž Bertalanič, s katerim sva tokrat podrobno obdelala, se pogovorila o dveh temah, o katerih se nedvomno pogovarjajo tudi številni ljubitelji NBA košarke v Sloveniji. Tokratni podcast sva posnela preko spleta, nisva sedela v istem prostoru pred mikrofoni, tako kot ponavadi, in upava, da sva našla tehnološko rešitev, ki omogoča dovolj kvaliteten posnetek in da ne boste opazili kakšne drastične razlike. Vi pa nama lahko v komentarjih tudi poveste, če je posnetek dovolj kvaliteten, in bova lahko seveda v prihodnosti zaradi tega potem tudi bolj pogosta s podcasti, če je kvaliteta seveda zadovoljiva. Preden pa začnem z kratkim napovednikom, bi vas pa samo na hitro poprosil, če lahko ta posnetek všečkate in se naročite na naš Sportinfo.si YouTube kanal. In če lahko isto storite tudi na naših SoundCloud in iTunes platformah, vsak všeček, vsak dodaten naročnik nam pomaga pri večji prepoznavnosti, zato, če tega še niste storili, bi vas prosil, če lahko to storite. Tako, zdaj pa kot rečeno, dve današnji temi. Najprej sva z Blažem prvih tam 17-18 minut podcasta posvetila menjavi Jimmyja Butlerja, velikemu tradu, ki se je napovedoval že dlje. Jimmy Butler iz Minnesote v Filadelfijo, iz zahoda na vzhod. Vzhod postaja še močnejši, letos močni vzhod. Potem pa še druga tema, seveda Luka Dončić v Dallasu, ki nam preprosto ob igrah tega 19-letnika zmanjkuje presežnikov. Tudi o problemih, težavah znotraj Dallasa, kaj lahko izboljšajo, kaj bodo morali še spremeniti in kaj je šlo do sedaj narobe. Vsem tem več v podcastu, zato prijazno vabljeni k poslušanju in veselo na delo. Hello. Blaž, pozdravljen, kako si? Dobro, lepo te je slišati spet po dolgem času. Ja, tokrat se samo slišiva, se ne vidiva, vidiva se preko kamer, nažalost ne sediva iz oči v oči kot ponavadi, ampak upam, da kar se tiče naših poslušalcev, je seveda pomembna samo kvaliteta posnetka in upam, da bo ta zadovoljiv in da ne bo kakšnih motečih tehničnih težav, ampak da ne bova izgubljala časa z temi postranskimi zadevami, ker veselo na delo, namreč poleg seveda izjemnega Dončića, o katerem so zdaj že kakšne pol ure govorila in se čudila ob neverjetnih številkah za rukija, ki ga v celotni zgodovini, če gledamo, postavimo v nek zgodovinski kontekst, so te številke na nivoju tistih, res največjih, skoraj da je škoda omenjati ta imena, ker potem seveda mnogi takoj pomislimo, zdaj pa že Luko primerjamo z Jordanom, primerjamo z Birdom, primerjamo z Oscarjem Robertsonom, z Magicom Johnsonom, ampak Lukove številke so na nivoju teh legend oziroma njihovih številk v njihovih rookie sezonah, če ne še boljše. LeBron seveda tukaj res neverjetno uspešen začetek, še posebej, če upoštevamo vse okoliščine, recimo ima težave s poškodbami, ni še v najboljši formi, mu še manjka nekaj časa, da bo dosegel tisto idealno kondicijo, in ob vsem tem je ta 19-letnik iz Ljubljane res kaže neverjetne igre, ampak Blaž, preden greva na tisto, kar seveda vsi najni poslušalci čakajo, da predebatirava, se dajva za trenutek ustaviti sam pri tem tradu Jimmyja Butlerja, ki se je končno dolgo časa napovedovanem tradu, do katerega je končno prišlo. Vsi smo vedeli, da bo do njega prišlo v trenutku, ko je recimo Jimmy Butler se začel na družbenih omrežjih javno kregati z Townsom in Wigginsom, dvema mladima zvezdnikoma, ki imata sklenjeni dolgoročni pogodbi s klubom, in na tistem trenutku je bilo jasno, ko so se seveda umešali tudi njihovi sorodniki v vse te spore, da je slačilnica razdrta, da je kemija v ekipi podrta. To smo lahko videli potem tudi na tekmah na začetku sezone, ampak jasno je bilo, da bo do tega trada prišlo, in kasneje, ko bo do njega prišlo, nižja bo cena, ki jo bo Thibodeau iztržil, tako da Thibodeau je opravil tukaj
po mnenju mnogih slab posel. Na koncu Dario Šarić in Robert Covington za Jimmyja Butlerja. Philadelphia bo poslala v Minnesoto še pik izbor v drugi rundi naslednjega drafta. Dva manj pomembna igralca sta še vpletena v to menjavo, v osnovi meso, tisto bistvo trejda je Šarić in Covington za Butlerja, to so tisti najbolj vredni asseti, dobrine, na tak način pogosto imenujejo tudi igralce, ko govorimo o ameriških profesionalnih franšizah. To so tiste dobrine, ki sta jih zamenjala oba kluba in tisti igralci, ki bodo seveda najbolj vplivali tudi na igro obeh klubov. Pa Blaž, kar takoj za začetek bi te v bistvu vprašal, najprej sama cena. Se ti zdi, da je Thibodeau iztržil dovolj? Miami, recimo, vemo, je ponujal več pred časom, seveda preden so prekinili pogajanja zaradi že spet nespretnosti na strani Minnesote in tistih likov, curljanja informacij. To je Realiju zelo stopilo v nos in je prekinil pogajanja z Minnesoto. In na koncu Šarić, Covington za Butlerja, cena, Blaž, kakšna se ti zdi? Cena v bistvu niti ni spet tako zelo slaba, pač ni toliko, kot bi lahko dobili prej, ampak ni pa spet tako zelo malo, kot bi mogoče si marsikdo mislil, kajti gre za dva zelo dobra košarkarja, Šarić kot ta stretch four igralec, ki lahko zadane trojko in širi prostor, na drugi strani Covington, ki je dejansko All-NBA obrambni igralec, tako da tudi ta modern tip igralca 3&D, se pravi, ustavi nasprotnega najboljšega igralca v obrambi in na koncu lahko potem v napadu zadane kako trojko iz kota. Tako da bom rekel, za Minnesoto v bistvu to niti ni tako zelo slab posel. Na drugi strani za Filadelfijo pa jaz nisem prepričan, da je izguba dveh tako zelo pomembnih igralcev vredna dejansko Jimmyja Butlerja. Gre se za to, da dejansko zamenjali so dva roleplayerja, ki sta dejansko bila ta podpora svojim prvim dvema zvezdnikoma, Embiidu in pa Simonsu, ki sta dajala neko dodatno dimenzijo v igri in predvsem, kar je važno, nista potrebovala žoge v svojih rokah. Jimmy Butler je povsem nasprotje tega, potrebuje žogo v svojih rokah, zato da lahko kaj naredi z njo. On tudi, bom rekel, obrambno še vedno vrhunski igralec, ampak kar se pa tiče napada, pa ja, potrebuje žogo in sedaj, če imaš ti igralca kot je Simons, ki igra s tabo, ki tudi potrebuje žogo, ker je brez nje še slabše kot neuporaben, če odštejemo tisto njegovo obrambo, ki jo je sposoben igrati. Ja, ta menjava, mislim, za mene ni mi smiselna, no, tako bom rekel. Tako da jaz dejansko, če sem čisto iskren, pričakujem, da se bo v Filadelfiji ekipa še menjavala, oziroma mislim, da znajo še kakšen trade izvesti s kakšno drugo ekipo. Tako je, Blaž, omenil si roleplayerja, ki sta širila prostor za Simonsa in Embiida. Oba sta najbolj učinkovita, seveda, blizu obroča. Simons pravzaprav nikjer drugje ni učinkovit, razen meter stran od obroča, razen polaganja in zabijanja, seveda to je edino, kar lahko zadane. Letos še manj meče kot lansko sezono in ja, zaradi tega je on pač specifičen tip igralca, ki lahko igra samo v ekipi, kjer je obkrožen strelci pravzaprav na vseh položajih, kjer morajo vsi igralci, ki so v postavi z njim, biti sposobni zadeti trojko. Namreč on ne more tudi pick and rolla igrati zaradi tega, ker je tako slab pri metu in seveda ga nihče ne poskuša prebijati. Ja, si videl, recimo, veliko je bilo posnetkov, enega sem videl nazadnje, ko recimo se je obrambni igralec, ko je Simon stal na trojki, dobesedno obrnil okoli, obrnil hrbet in odkorakal pod koš, zaradi tega, ker je pač vedel, da za 3 ne bo metal. Mislim, prav komična situacija je bila. Ja, Simons je izjemen podajalec za svojo višino, hitrostjo, fizičnimi predispozicijami, lahko pokriva položaje od 1 do 5, izjemen občutek za podajo v tranziciji ima, ampak je pa igralec, ki recimo ne more igrati na postavljeno obrambo, predvsem ne more igrati pick and rolla in je brez žoge povsem neuporaben. Zaradi tega sta bila seveda Šarić in Covington, ki, tako kot si dejal, nista potrebovala žoge, zelo pomembna za ta sistem. Butler jo pa potrebuje, ne toliko kot Simons, ampak jo potrebuje in prav tako jo potrebuje seveda Embiid, jo potrebuje namreč v postu in tudi Butler je precej bolj učinkovit blizu obroča, kot pa za 3 točke, predvsem pa ni catch and shoot igralec, ta igralec, ki bi brez žoge igral in čakal na podajo za 3, tako kot Covington
Covington ali Šarić in potem seveda metal v catch and shoot situacijah, ker namreč tudi njegovi, če pogledamo njegove odstotke, ko recimo meče za 3, je bolj učinkovit takrat, kadar meče skok šute, kadar meče pull-up jumperje za 3 točke, ko ima žogo že spet pri sebi. Takrat, ko si sam ustvari situacijo za met za 3 točke. Tako, v primerjavi seveda s situacijami, ko pa prejme žogo, podajo in meče po podaji, je recimo meče z nižjimi odstotki. Tako da, vsaj na papirju, bodo sedaj potrebovali še nekaj ostrosredstev. Ne pozabimo, Filadelfija je izgubila tudi Iljašovo in Belinelja poleti. Torej, zdaj so izgubili 4 ostrostrelce, ki so bili izjemno ravno zaradi svojih trojk, ravno zato, ker so širili prostor, izjemno pomembni za njihovo igro. Vemo, v lanski končnici sta bila pravzaprav Iljašova in Belinelli tisti jeziček na tehtnici, ki je pretehtal recimo proti Miamiju. Brez njih zagotovo ne bi jih premagali 4-1, morda jih pa celo ne bi premagali. Tako pomembna sta bila Iljašova in Belinelli v lanski končnici za Filadelfijo. In ta dva igralca, poleg seveda zdaj še Šarića in Covingtona, za Butlerja je v vsakem primeru na papirju neidealna kombinacija. Imajo zdaj svojo veliko trojico, ki ima seveda potencial, da se usteli. Zdaj Blaž, vzhod res postaja izjemno močan. Toronto letos igra izjemno, Kawhi očitno je bila prava poteza, vsaj na začetku sezone, njihova obramba je še vedno odlična, napad je pa zdaj še boljši. Pravzaprav v napadu in obrambi so boljši, kot so bili, res igrajo odlično, recimo Milwaukee se je prebil med te elitne klube na vzhodu. Milwaukee je meni izjemno všeč, ker se spomniš, ko sva midva že pred sezono v enem podcastu sva govorila o Budenholzerju, o trenerju. Takrat sva govorila na temo Phoenixa, ko je iskal novega trenerja, takrat, ko je bil Kokoškov en izmed kandidatov. Budenholzer je odličen trener in dejansko se to sedaj pozna Milwaukeeju. Izjemno je dvignil njihovo igro, dejansko je nekako povezal ves ta talent skupaj v nek prav sistem in res užitek jih je gledati zdaj. No? Budenholzer je eden izmed 5, 6, morda 7 najboljših trenerjev NBA lige in to je bilo tisto, kar je manjkalo Milwaukeeju. En dober trener in to je tudi lep dokaz tega, kako pomemben je recimo dober trener, če primerjamo seveda Milwaukee, ki ni skoraj da nič spremenil svojo postavo poleti, gre več ali manj za isto moštvo in kakšna opazna, kot noč in dan razlika seveda v obrambi in napadu. In Torontu, Milwaukeeju se sedaj pridružuje še Filadelfija, poleg seveda ne smemo pozabiti na Boston, ki je tudi izjemno igral lansko sezono in letos se še malce lovijo. Ja, Boston ima težave predvsem, ker imajo preveč dobrih igralcev, če se to sliši mogoče tako čudno, ampak dejansko imajo težave z minutažo. In potem tudi tisti, ki so recimo lani vlekli voz Tatum, Brown, recimo ta dva njihova najmlajša zvezdnika, imata tudi nekoliko težave priti v ritem, igrata nižjo minutažo kot lansko sezono in Hayward se vrača po poškodbi, tako da bojo verjetno potrebovali še nekaj časa, da res ujamejo tisto, Američani bi rekli, tisti sweet spot, koliko kdo igra, kje kdo igra in tako naprej, ampak če lahko komu uspe, bo to Stevensu, tako da za njih se mi sploh ni treba bati, ampak zdaj na začetku še niso ravno tam, kjer so bili lani na koncu. Ja, Hayward ni igral celo lansko sezono, tudi Irving recimo v končnici, v zaključku sezone ni igral in je tako recimo Rozier dobil več minut, ki je tudi zdaj recimo poleg Browna in Tatuma malce nezadovoljen z minutažo. Ja, za Rozierja sem jaz prebral en tweet, mislim, da od Billa Simonsa, ki je dejal, da pričakuje, da bo zamenjan v roku 10 do 14 dni. In tukaj se tudi Sansi pojavljajo med možnimi kandidati. Kokoškov nujno potrebuje enega organizatorja, katerega koli organizatorja, ker namreč igra brez organizatorja, ampak to so Sansi. Vendar, da, greva nazaj na vzhod. Kot sem že omenil, Toronto, Milwaukee, Boston in sedaj še Filadelfija, to so sedaj izjemno močna moštva, ki na začetku sezone, če gledamo zdaj malce primerjave med zahodno in vzhodno konferenco, vemo, zahod že več kot desetletje precej močnejši, še posebej v zadnjih 6-7 letih praktično vsako sezono neprimerno močnejši od vzhoda. Vendar recimo sedaj, ko se je Kawhi preselil na vzhod, sedaj še Butler zopet nazaj se seli na vzhod, spremembe rošade, koraki, ki jih je storil Giannis,
koraki, s katerimi napreduje. Janis, ki se počasi prebija, recimo med prvih 5, 6, 7, 8 morda igralcev lige. Ob vsem tem napredku in če gledamo recimo kako na zahodu nazaduje Houston, stara se San Antonio, Portland igra na začetku sezone odlično, ampak vemo, tudi oni že nekaj časa razmišljajo o nekem rebuildu. O tem se je govorilo skoraj da celotno poletje. In tudi recimo Golden State Warriorsi se starajo, medtem ko so ta moštva, ki sem jih omenil na vzhodu, mlajša in lahko skupaj igrajo še precej dlje, kot recimo Golden State Warriorsi, če gledamo samo starost njihovih nosilcev. Ja, morda se bo počasi ta tehtnica recimo moči začela prevešati na vzhod, ampak seveda, če se vrneva konkretno na Filadelfijo, bomo videli, kako se bo ta njihova zdaj velika trojica, Big Three, kakšno kemijo bodo ustvarili, ker namreč, če gledamo samo situacijo v Minnesoti, recimo Blaž, ko je Thibodeau iz Chicaga menjal za Butlerja, ga pripeljal, je seveda ga pripeljal zato, da bo on recimo mentor in zgled tema dvema mladima zvezdnikoma, na katerih gradijo v Minnesoti, Wigginsu in Townsu. In zadeva smo videli, kako se je končala z spori, prepiri, javnim obkladanjem, ne samo med igralci, ampak tudi med njihovimi sorodniki, brati, tetkami, mamicami, vse mogoče, kdo se je še vpletel v celo zadevo in seveda zdaj na družbenih omrežjih se med sabo vsi zmerjajo. Ampak zdaj pa v Filadelfiji dva mlada zvezdnika in bodo pripeljali Butlerja zato, da bo zgled, vzor, mentor in tvoril veliko trojico za tema dvema mladima zvezdnikoma. Tako na papirju Blaž zelo podoben scenarij, s tem, da recimo, če gledamo samo stil igre, še manj paše, v teoriji, na papirju že spet, še manj paše Butler zraven Simonsa in Embida, zaradi teh stvari, o katerih so že govorila, kot pa zraven Wigginsa in Townsa. Recimo Towns ja, pa govoriš, razlika da med Simonsom in pa Embidom proti Townsu pa Wigginsu je, mislim, da vseeno v mentaliteti, ker se mi zdi, da sta Simons in pa Embid vseeno bolj ta, kako bi rekel, grit and grind, pač včasih se je temu rekel, da bi za zmago prodala svojo mamo, a ne. Ja, to je bolj mentaliteta Jimmyja, kot pa je mentaliteta bila od Wigginsa in pa od Townsa, ki sta bila pa tako, pač smo zgubali, a jebi ga, mogoče drugič boljš, če pa ne bo, pa tudi v redu, sej, who cares, ne, važno, da imam jaz svoje milijone, pač. Ja, eno je stil igre, drugo je pa mentaliteta, tako da to sta dve različni stvari, ampak ena je bolj skladna seveda med temi igralci, druga manj, ampak ena seveda lahko tudi pogojuje drugo, namreč lahko se mentalno še tako dobro ujamejo, vendar če ne gredo na parketu skupaj, seveda to lahko vpliva potem tudi na kemijo in na te druge bolj psihološke dejavnike, ker seveda igralci postanejo nezadovoljni, predvsem pa tisto najbolj pomembno je, če bodo zmagovali, če bodo skupaj uspešni. Brown je odličen trener in zna, konec koncev je našel odlično rešitev za Simonsa, njemu je potrebno pripisati ogromno zaslug za uspeh Simonsa v lanski sezoni in sej, mogoče ne vemo, mogoče letos, kaj praviš Blaž, back to back rookie of the year? Mogoče, to bi vedel. No, ja, ampak letos Dončić igra bolje tudi od Simonsa, vsaj na začetku sezone, tako dobro od letošnjega Simonsa, ne lanskoletnega Simonsa. In konec koncev tudi letos Simons igra malce slabše, kot je igral v lanski sezoni, vendar to je ravno povezano s tem pomanjkanjem ostrostrelcev, specifičnim stilom igre, oziroma on je specifičen stil igralca. Tako da bomo videli, vsekakor tako ti in jaz po tej debati vidim, da nisva tista največja optimista, bomo videli, ampak potencial, ko imaš odlične igralce skupaj, če so voljni recimo žrtvovati nekaj metov, neke svoje vloge, se lahko zgodijo dobre stvari in bomo videli, kako bo Brown to po domače povedano pošlihtal skupaj dal in uredil. To je to, a bi ti še mogoče kaj dodal, ali se kar podava nazaj na zahodno obalo in pogledava Dallas in Dončića? Ne bi v bistvu mislim, da sva kar v redu predebatirala, sedaj pa je na vrsti Luka, o njem že kar nekaj časa nisva govorila, ne. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and 6'4" balls. Ja, Blaž, govorila sva že o tem najnem pogovoru, preden so začela snemati podcast, kako sva se samo za glavo držala, ko sva brskala po tej statistiki in malce gledala zgodovinske primerjave, kdo
je v zgodovini dosegal podobne številke, kot jih Dončić sedaj dosega, namreč po 12 odigranih tekmah. In recimo ena stvar, ki velja v statistiki, lahko približno ocenimo glede na pretekle sezone, kjer imamo seveda že dovolj velike vzorce, koliko tekem je recimo potrebnih, preden lahko začnemo vleči neke zaključke v določenih trendih in te zaključke pač ekstrapoliramo na celotno sezono. In ponavadi je tam 7-8 tekem za neke tiste prve statistične vzorce že dovolj, za nekatere druge potrebnih tam 10-11, ampak za večino statističnih kategorij tam nekje 15-16, največ 20 tekem je pa že zelo konkreten vzorec. In zdaj po 12 tekmah Blaž lahko že, vsekakor je ta začetek fenomenalen. In če gledamo samo 10, 11, 12 tekem najboljših igralcev iz zgodovine NBA, prvih, govorim, 10, 11, 12 tekem v njihovih karierah, v njihovih rookie sezonah in to primerjamo z Lukovimi prvimi 10, 11, 12 tekmami, so njegove številke povsem primerljive z vsemi tistimi legendarnimi imeni, ki sem jih omenjal prej, in včasih je skoraj da odveč ali pa na nek način celo rahlo degutantno toliko omenjati vse te legende, ki so seveda v svojih karierah dosegle vse in še več se zapisale v zgodovino ne samo košarke, ampak svetovnega športa, igralci, katerih posteri visijo na stenah otrok po celotnem svetu in vseh kontinentih sveta, od Birda, Magica Johnsona, Michaela Jordana, seveda zdaj LeBrona Jamesa, ampak Lukove številke so tako zelo dobre, res. Vsako tekmo lahko, ko gledamo njegovo statistiko za celotno sezono, lahko rečemo, to pa pravzaprav, na tej točki ni imel še noben tako dobrih številk, ko gledamo vse te legende, ali pa samo recimo Oscar Robertson, še en izjemen igralec in član košarkarske hiše slavnih, je imel v svoji rookie sezoni več točk, podaj in skokov o podobni učinkovitosti, in to je tista tudi stvar, ki jo je treba posebej poudariti, ko govorimo. Ne samo da dosega več kot 20 točk, to počne ob izjemni učinkovitosti. Skoraj 49%, blizu 50% iz igre. Blizu 40%, 39,5 za 3. Na začetku je imel 2 ali 3 tekme, kjer je slabše izvajal proste mete, ampak na zadnjih recimo 8 tekmah je tudi pri prostih metih tam zelo blizu 90%. Če gledamo true shooting odstotek, to je napredna statistična kategorija, ki gleda mete za 1 točko, 2 točke in 3 točke, in potem iz tega izpili ta skupni odstotek in tako lažje ocenjuješ recimo tudi vrednost trojk, dvojk in enk, da ne gledaš samo te osnovne statistične kategorije, ampak tako lažje oceniš celotno učinkovitost pri vseh metih. Njegov true shooting je več kot 60%. 60% in 20 točk je rezerviranih samo za najbolj elitne in učinkovite skorerje v NBA. Ne med rookie, med vsemi igralci. V zadnjih 15 letih lahko na prste ene roke prištejemo igralce, ki so dosegali vsaj 20 točk ob vsaj 60% true shootingu in niso zaigrali na All-Star tekmi. Zanimivo, mimogrede, je, da je naš Goran Dragić dvakrat imel tako sezono, ker je dajal vsaj 20 točk ob vsaj 60% true shootingu in ni igral na All-Star tekmi. To je še ena klasična zgodba o podcenjenosti Dragića. Lani, ko je igral na All-Star tekmi, ni imel tako dobrih številk. Predtem je imel pa že dvakrat v karieri tako dobre številke, pa ni igral na All-Star tekmi in je edini igralec v zadnjih 15 letih, ki je dvakrat imel tako statistiko, pa obakrat ni igral na All-Star tekmi. Tako da si je tisti All-Star lani več kot zaslužil, oziroma mu je bilo poplačano za to, da so ga spregledali predtem, ampak nazaj k Dončiću, recimo to sezono, če gledamo točke, skoke, podaje in njegov odstotek učinkovitosti, njegov true shooting odstotek, samo 4 igralci dosegajo take ali boljše številke. Steph Curry, James Harden, Damian Lillard in Kevin Durant. 4 igralci, v katerih se vsaj po začetku, po 10, 11, 12 tekmah govori kot o morebitnih MVP kandidatih v tej sezoni. Poleg njih samo Dončić dosega še take številke in za rukija, za 19-letnega rukija, Blaž, no ne vem, daj še ti nekaj povej, preden da ne bom jaz se tako izčrpal pri govorjenju in navdušenju ob vseh teh neverjetnih številkah, ki pravzaprav prekašajo tudi
moje napovedi pred sezono, mnogi so me obtoževali, da sem bil preveč optimističen, recimo vsaj na Twitterju, ker sem napovedal nekaj manj kot 18 točk, 44% met iz igre, 36 za 3, 6 skokov, nekaj več podaj, pričakoval sem, da bom več podaj, ampak o tem, zakaj ne, malce več kasneje, ampak takrat so rekli, da sem preveč optimističen. Luka je te številke prekosil praktično, mislim, ko govorimo že spet o učinkovitosti, za svetlobna leta skoraj da. Ja, se povsem strinjam s tabo in še ena stvar, ki jo mogoče ti nisi omenil, pa imam sedaj jaz šanso, da jo povem, je to, da je na vseh teh začetnih tekmah igral proti enim izmed najboljših obrambnih igralcev v ligi. Dejansko, recimo proti Torontu ga je pokrival Kawhi Leonard, pri Lakersih ga je pokrival LeBron James, recimo proti Oklahomi ga je pokrival Paul George. Mislim, to sem samo omenil 3, so tudi še druge, ki so manj znani, pa so odlični obrambni igralci, ki so se izmenjavali na Luki in velikokrat so te hejterji, če lahko tako rečem, ko so ga gledali recimo v Evropi, pa so videli prvič, ko ga je nekdo malo bolj atletski stisnil, so že začeli vpiti na veliko, Luka si ne bo mogel ustvariti meta v NBA, Luka je prepočasen za NBA, bla, 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 ko ga dobi malo bolj dober branilec, ne more nič narediti, ampak pa pogledamo, Kawhi Leonard je mogoče celo najboljši obrambni igralec, pač kar se tiče na teh zunanjih pozicijah v zadnjih 5-6 letih, ne vem. Pa ko te tak igralec pokriva, pa še vedno imaš zelo dobro tekmo, mislim, to pove nekaj. In zelo malo je še branilcev, oziroma ne branilcev, obrambnih igralcev, da ne bo narobe razumel, s katerimi se Luka še ni srečal, ki bi bili na takšnem nivoju, tako da jaz za njega iskreno sploh nič več ne bojim. Čeprav sem bil pač rahlo, tako bom rekel, malo me je bilo strah pred začetkom sezone, kako se bo znašel, kljub tem svojim IQ in vsem, ampak vse atletske sposobnosti njegove niso tako zelo dobre, čeprav verjel sem, da bo imel dobro sezono in upal sem, da bo imel dober začetek, ampak vseeno nisem pa pričakoval tako zelo dobrega začetka, to je čist, mislim, ne vem, to sploh ne znam opisati, ker enostavno pač mogoče je celo predober za rukija, ne vem, se to sliši čuden. Ja, ko je prišel na priprave s klubom, recimo smo lahko prebrali od tistih novinarjev, ki so vsak dan z moštvom, spremljajo vse treninge, da je prišel recimo malce pretežak, da mu še kar nekaj časa manjka, da bo dosegel tisto odlično formo. Poleg tega ima recimo tudi na začetku sezone kar nekaj težav z različnimi lažjimi poškodbami, malce si je nategnil hrbet, 2 lažja zvina gležnja, zdaj na zadnji včerajšnji tekmi proti Oklahomi še trčil s kolenom ob nasprotnega igralca. In kljub vsemu temu, da recimo še ni v odlični formi, mu še manjka, da bo v tisti idealni kondiciji, da ni odlično, idealno pripravljen, da ima težave s poškodbami, on na videz pravzaprav brez večjih težav dosega izjemne številke, tako je že dokazal, da je najboljši igralec moštva, kar je, mislim, Dallas nima slabe postave, Dallas ima v svoji postavi Barnesa, Jordana, izkušene NBA igralce, ampak on je praktično po 3-4 tekmah kot najstnik že dokazal, da je najboljši igralec moštva in da v tem ni pravzaprav nobenega dvoma. To seveda povzroča tudi določene iskrice, tenzije znotraj moštva, o katerih bova tudi kaj rekla, ampak drugega, kot da se prijeti za glavo in se čuditi ob tem, pravzaprav čuditi se niti ne smemo. Recimo ti, ki si omenil atletske predispozicije in to tudi zaradi tega so recimo govorila mi, da pred začetkom sezone, da upava, da bo odlično prišel pripravljen, zaradi tega, ker če ne bo verjetno rabil nekaj časa, da se bo ujel, uigral in verjetno kakšen mesec potreboval, nekaj malce slabše igral, ravno zaradi tega, ker še ni tako dobro pripravljen. Ampak on ni dobro pripravljen, nima veze. Njegov IQ, košarkarski IQ, način, na katerega bere igro, recimo Frame Frašila, ki sva ga midva že omenjala, je v eni oddaji dejal Luka Dončić is a step slow, but always 2 steps ahead. Prevedeno, torej Dončić je za korak prepočasen, ampak je vedno 2 koraka pred tabo. Drugače pove. In to lahko vidiš na parketu, način, na katerega on bere igro in seveda tisto, kar so pa tudi že več kot dovolj povedala, njegova višina in moč. On je, zdaj recimo lahko vidimo, ko ga vidimo zraven LeBrona, ko ga vidimo recimo zraven Paula Georgea, sinoči zraven Kawhija. Luka je res, podobno kot njegov oče, že grajen kot tank,
še večji tank, kot recimo je bil njegov oče. Ne samo, da ima odlično višino, ampak ima tudi širino, je tudi zelo širok v ramenih in on bo lahko na ta okvir dodal še kar precej mišične mase in bo še močnejši. In ga preprosto, ko se odloči, da bo zasedel nek položaj na parketu, he can get to his spots. Drugače povedano, vedno lahko pride tja, kamor si želi, kljub temu, da ni najhitrejši in da nima najhitrejšega prvega koraka, vendar način, na katerega manevrira bloke, operira v pick and rollu in seveda tudi način, na katerega bere igro, ve. Zdaj se že vsi zavedajo, da ga morajo pokriti na trojki, če ostane sam, je treba skočiti proti njemu in seveda na ta način pa tudi prihaja do ogromnega števila prodorov in te prodore izjemno učinkovito zaključuje. Recimo midva, tisti poslušalci, ki so naj že recimo 2 ali več let nazaj poslušali, ko so govorila o Luki, so že takrat omenjali, da recimo izjemno veliko zaključuje prodore s floaterji, da pogosto poskuša z različnimi finesse movi, bolj s fineso, s tehniko zaključevati tudi v prodorih in sem jaz recimo ga morda celo včasih kritiziral, da bi mogel malce bolj agresiven je v kontakt, je v stik, ampak on je pilil te svoje floaterje in to se mu zdaj bogato obrestuje, natančno dobro je vedel, seveda bolje kot jaz, kaj počne. Namreč te floaterji so zdaj praktično pri njemu nezaustavljivi iz 2-3 metrov. Njegovi odstotki so na nivoju odstotkov najboljših floatašev, če tako rečem, lige igralcev, ki mečejo floaterje. In pa tudi v prodoru, ko govorimo o teh finesse movih, zaključevanju s fineso, tehniko, lahko tudi ob kontaktu zaključi, ampak način, na katerega tudi prodore zaključuje za celo vrsto različnih floaterjev, horakov, metov, polagan, hookshotov, takih in drugačnih pushshotov, res asortima napadalnih gibov, ki jih ima, metov, tehnika, ki jo premore, mu omogoča, da z izjemno visokimi odstotki res zaključuje iz vseh položajev na parketu. Če pogledamo recimo njegov shot chart, ki kaže, kako učinkovit je iz posameznih področji na parketu, iz kota za 3, 45 stopinj za 3, vrha, trojke, pol razdalje različnih položajev pod obročem. Zelena barva pomeni, da si nadpovprečen. Lukov shot chart je povsod zelen. Pod obročem, iz pol razdalje in tudi na trojki. Edino, kjer je rahlo podpovprečen, je iz levega kota, kjer je zadev 1 od 3 trojk, ampak seveda, če bi verjetno vrgel 4, pa zadev še 1, kar glede na to, kako je učinkovit povsod druge, bi verjetno se lahko zgodilo, bi bil tudi tukaj zelen. Res, neverjetno učinkovit. Ampak omenil sem Blaž, ne vem, bi tukaj še kaj dodal pri tem pihanju na dušo in... Se mi zdi, da pri vsakem podcastu že skoraj se ponavljava, kako zelo je neverjeten in vsakič se mi zdi, da že skoraj poveva enake stvari, le da še pač dodava mogoče 2-3 stvari, 2-3 muva, ki jih je še dodal v zadnjih tekmah. Tako da se mi zdi, da smo v tem že povedala danes tudi več kot dovolj in mogoče bi se res lahko malo dotaknila tudi na splošno celotne situacije v Dallasu, celotnega v bistvu te težav s kemijo, zakaj jim ne gre zdaj na začetku sezone, trenutno so ne v najboljši formi. Barnes je tudi še nekoliko izven forme, pozna se mu, da je bil poškodovan na začetku sezone. Potem DeAndre Jordan ni to, kar so od njega pričakovali. Stat padder, ki le skrbi za svojo statistiko, da bo dobil novo pogodbo. Wesley Matthews igra na način, ki, ne vem, verjetno nobeden ga še ni videl igrati tako, da bi on bil organizator, skozi imel žogo v rokah in tako naprej. In vse je pač težava je s to kemijo in pa Dallas ima, mislim, da več kot polovico moštva v zadnjem letu pogodbe, kar pomeni, da se vsi borijo za to novo pogodbo in posledično jih skrbi samo lastna statistika, ne pa uspeh moštva. Ja, tisti najpomembnejši veterani, ključni veterani, Matthews, Barnes, DeAndre Jordan in J.J. Barea, vsi te so v pogodbenih letih, sicer Barnes ima možnost player optiona potem še 1 leto, vendar če bo imel to možnost, bo seveda želel po tej sezoni podpisati novo dolgoročno pogodbo in je recimo temu nekako tehnično tudi on v zadnjem letu pogodbe oziroma išče novo pogodbo. Čeprav on je še najmanjši problem, on je recimo pri njemu je glavni problem
problem zdaj to, da se vrača po poškodbi in še ni uigran, še ni ujet in tudi sistem so v tem času zamenjali, zaradi poškodbe pa praktično zamudil cele priprave in mislim, da je to eden izmed glavnih problemov in bo zagotovo dvignil formo. Ostali pa ja, seveda Wesley Matthews in predvsem DeAndre Jordan, on je pa imel nekaj takih eskapad že, tisti posnetek, ki ste ga lahko videli na vseh naših družbenih omrežjih, Sportinfo.si, Twitterju in NBA Slovenija, Facebooku, kjer je tudi postal viralen, ko je DeAndre Jordan nesramno ukradel skok Dončiću, pri tem ga še odrinil. Celo lastnik je skočil na stolu, recimo smo lahko videli v zadju posnetka, kako je Mark Cuban, lastnik Dallasa, skočil in zaklev. Potem je nekdo, ki je sedel tik za njim na družbenem omrežju, sporočil, seveda objavil fotko, dokaz, da je sedel tik za njim in dejal. Potem sem ga slišal Cubana naslednjih 5 minut, kako je samo grizel zobmi in skozi zobi fuck, klev, preklinjal, god damn. Praktično je rekel, da ga je slišal 5 minut preklinjati. Težave s kemijo ima Dallas, tukaj ni nobenega dvoma. Tudi recimo Dennis Smith Jr., ki ga zaenkrat še nismo omenjala, tale organizator, njihov lanski izbor na draftu. Poslušalci že spet se bodo spomnili, da sem jaz ravno pred začetkom sezone, že pred draftom, ko sva govorila o množnih destinacijah Dončića, je bil eden izmed razlogov, zaradi katerega jaz nisem, vsaj na papirju, rekel, da je Dallas idealna destinacija, tudi, oziroma ravno, Dennis Smith Jr., organizator, ki potrebuje žogo za to, da je učinkovit, ni najbolj učinkovit brez žoge, ni najboljši pri catch and shoot metih za 3 točke, če mu pripraviš po podaji možnost za met in ob tem je še slab v obrambi. Precej slabši celo od Luke. Vemo, da Luka ne blesti v obrambi, ampak problem je v tem, da so DeAndrea Jordana pripeljali ravno zato, da bo krpal luknje v obrambi, vendar ne počne tega. Precej bolj ga skrbi recimo skok, kot pa to, da zapre prostor in omogoči skok recimo soigralcu Dončiću, ki potegne v proti napad in potem zaključi ali sam, ali pa s čudovito Eliju podajo servira na krožniku, na pladnju, pravzaprav žogo. In ja, to je problem moštva. Dennis Smith Jr., ki ga zdaj omenjam, je pa seveda problem ta, da je on sebe videl kot bodočega vodjo moštva, kot bodočega prvega playmakerja, sedaj pa zgublja žogo, mora več časa igrati brez žoge, še vedno igra žogo precej več časa kot Dončić. Da se razumemo, ima višji usage rate in žogo v svoji posesti skoraj 2-krat dlje, skoraj 2-krat toliko časa kot Dončić. Še vedno je on tisti primarni ball handler, tisti, ki prenaša žoge v večini situacij, vendar potem na sprotni polovici pa Luka pogosto dobi žogo, vedno več dobi žogo, igra recimo side pick and roll, igra handoff situacije z Jordanom, tudi kakšen pistol action uporabljajo za Dončića, ali pa fist, da z vrha rakete pick and roll odigra, včasih tudi horn set, vedno več je teh playmaking možnosti, različnih akcij, ki jih boste mimogrede razdelane videli tudi na naših družbenih omrežjih. Teh akcij, ki jih uporabljajo za Luko. Ravno na tej včerajšnji tekmi proti Oklahomi sva gledala prej, je bil njegov usage rate, torej delež napadalnih akcij, ki jih je porabil, daleč najvišji do sedaj. Tako visokega ni imel še na nobeni tekmi in to pravzaprav označuje tisto, kar smo lahko videli, da je Luka na tej tekmi precej več organiziral kot recimo na prejšnjih tekmah. Do sedaj res je le nekaj minut igral kot tisti klasični organizator ali pa organiziral napade takoj po tem, ko je njegov organizator enka ali pa nek drug igralec prenesel žogo in mu je takoj potem podal, čim je prišel na napadalno polovico. Tega je zdaj precej več. Vedno bolj je vpet v igro, vedno bolj mu soigralci zaupajo, ampak le kako mu ne bi, če igra tako izjemno, če daje take številke, kot jih daje in ob tem ne dominira žoge. To, kar je ob vseh zadevah še dodatno težo daje, ti si omenil. Obramba, omenila sva, da ni v idealni formi, da ima težave s poškodbami. Kljub vsemu take številke in po vrhu vsega še ni prva napadalna opcija. Včeraj je recimo bil.
nedvomno je včeraj bil na tej tekmi proti Oklahomi, ampak predtem na prvih 10-11 ne bi mogli reči, da je bil on prva napadalna opcija. Skoraj da vsako tekmo je imel nek drug igralec več metov, ne vedno isti. Luka je konstantno tisti, ki ima 15-16 metov na tekmo, ampak vsako tekmo je nekdo, ki jih ima recimo 17-18, pa potem naslednjo tekmo kakšnega manj. Tako da ni tista a priori prva napadalna opcija. To zaenkrat še ni, ampak postaja, in ko bo postal, in ko bo v formi, in ko se pozdravi, ne vem, skoraj da je znanstvena fantastika. Prej bi recimo na stavnicah pričakovali, da bo njegova statistika padla, da bo njegova neverjetna učinkovitost nekaj padla, ampak če on že spet izboljša formo, ga še bolj vplete v napad in se ta statistika še poveča, res govorimo, mislim, če bi pred sezono o tem nekdo tako govoril, bi ga verjetno takoj obtožili, da piše znanstveno fantastiko, ampak ta znanstvena fantastika zdaj pri Dončiću vratuje realnost. No, ko si že prej govoril o kemiji, bi jaz v bistvu povedal še eno stvar, ki je verjetno marsikjer izmed teh najnih poslušalcev ne ve, in to je, da je za to kemijo delno kriv tudi Luka, ki je dejansko prišel v Ameriko kot češ, jaz sem MVP Eurolige, jaz sem evropski prvak, jaz bom najboljši igralec tega moštva, oziroma jaz sem najboljši igralec tega moštva, sam vi tega še ne veste. In to naj bi šlo marsikateremu veteranu nekoliko v nos. Dennis Smith Jr. mu je pred sezono recimo kupil roza nahrbtnik, ki naj bi ga kot del svojega krsta v ligi NBA nosil na vseh tekmah v prvi sezoni, ampak Luka je to enostavno samo zamahnil z roko, rekel, tega jaz ne bom počel. Potem tudi recimo na treningih Carlisle dela z njim kot z veteranom v določenih situacijah, recimo mu ni treba igrati tistih njihovih tekem, ki igrajo teh skrimidžev, lahko trenira po posebnem programu, tako kot marsikateri veteran, in to gre marsikateremu izmed teh starejših igralcev, ki so že dolgo časa v ligi NBA, nekoliko v nos, in tudi zaradi tega recimo se velikokrat zgodi na igrišču, vsaj na prejšnjih tekmah je bilo tako, da je recimo Luka sam stal v kotu na trojki, pa ga nobeden niti pogledal ni in so podajali si žogo sami med sabo, predvsem recimo Dennis Smith Jr. je velikokrat tudi to naredil in so ga pač puščali tako nekoliko izoliranega na parketu, ampak on je še vedno pač našel pot in dejansko jih vedno bolj sili v to, da mu dajo žogo, ker, kot si že omenjal, je pač tako zelo dober. Čudno izpade, da imaš ti igralca, ki je sposoben konstantno dajati tako statistiko, kot jo daje Dončić, in potem na drugi strani mu ti ne daš žoge kot soigralec. Mislim, prej se bo vsul plaz kritik nate, ne nanj. Ja, mediji, tudi mainstream mediji, največji mediji, ne samo kakšni spletni blogeri in podcasteri, so že začeli precej govoriti o tem morebitnem freeze-outu, oziroma tem, da Luko zamrznejo v napadu, ga odrežejo od napada, da je pozabljen, tako kot si ti dejal, v kotu, da recimo po več napadov zapored se ne dotakne žoge, minejo 2-3 minute, recimo, ko se niti enkrat v napadu ne dotakne žoge. Take situacije so se dogajale, recimo na prvih 10 tekmah, na zadnjih 2 tega nismo recimo več videli. Če se ne dotakne v kakšnem napadu, zagotovo recimo ne minejo 3 napadi, da se ne bi dotaknil žoge, vsaj recimo, da se jo dotakne, ne da kaj stori z njo, ampak recimo, da ima kakšno handoff, da ga postavijo v blok in on potem kot screener predaja žogo tistemu, ki potem prodira pod koš, da ga vpletejo v akcijo. To se mi zdi, da je zdaj dosti bolje iz tekme v tekmo, bolj uravnoteženo in tako kot si ti sam dejal. Jasno je vsakemu, ki gleda tekmo, da je najboljši igralec na parketu, in če se najboljši igralec na parketu ne dotakne žogo, seveda to še toliko bolj bode v oči in postane še toliko bolj očitno. In ja, verjetno bo moral pridobiti zaupanje in s temi igrami tudi upravičuje ta odnos. Bi se jaz še na to navezal, morda zdaj za konec, da ja, res je, govori se nekaj o tem, da nekateri veterani nam gledajo kot, ja, Ruki, čaki, ti si moraš to šele zaslužiti, morda, da se celo preveč nosi. Z drugimi besedami, Luka se obnaša tako, kot se je obnašal Ruki Kobe, tako, kot se je obnašal Ruki LeBron, tako, kot se je obnašal Ruki Jordan. Vsi, ko so prišli v klube, je tisto, kar je takoj vsak opazil, neverjetno samozavest, neverjetno vero v svoje lastne sposobnosti, prepričanje v to, da si najboljši in da seveda to tudi dokazuješ ves čas z igrami, na treningu, na parketu, neverjetna želja po zmagi
in želja potem, da si ti najboljši, da si ti tisti, ki poskrbi za to zmago. Ta mentaliteta je tisto, kar imajo tisti največji, kar imajo tisti najboljši. Ta mentaliteta je tudi pogosto razlika med igralcem, ki ima vsa fizična orodja, tudi tehnično podkovan, ampak če nimaš te mentalitete, nikoli ne boš dosegel tistega najvišjega nivoja. Luka ima pa vse, ima višino, ima moč, ima tehniko, ima znanje, torej vse atribute potrebne na eni strani za to, da dobro igraš, in na drugi strani še to neverjetno samozavest in vero vase, v svoje sposobnosti. On je tja prišel, tako kot si rekel, kot MVP Eurolige, najboljši igralec Evrope, nekdo, ki je v Evropi osvojil vse, kar lahko, in preprosto v NBA samo nadaljuje to zgodovinsko pot, ki jo je začel že v Evropi. Nič drastičnega, nič drugačnega, igra pač tekme pod malce drugačnimi pravili, ampak igra še vedno tako, kot je Luka igral v Evropi. Še vedno ima isti pristop, isto mentaliteto. In tudi te veterani, ki so jih omenila, ki jim morda to ne diši najbolj, ti si tudi omenil, Luka se ne obnaša kot ruki, ni pohleben tih ruki, ki nosi prtljago. Vemo, recimo, Goran je prvo sezono, ko je prišel v NBA, veliki Shaquille O'Neal je bil takrat v Phoenixu, ko je bil on ruki, in je moral celo sezono pokvarjeno klaviaturo, synthesizer vlačiti sabo na vseh popotovanjih, klaviaturo, za katero ni vedel, da je pokvarjena. Namreč cela šala je bila v tem, da na koncu sezone je mislil, zakaj za vraga moram Shaq, je rekel, jaz hočem to igrati, malo vadam, treniram v sobi, da igram synthesizer, ti ruki boš pa nosil, vlačil tole sabo. Ampak Goran je na koncu sezone šele zvedel, da je vse skupaj bila samo potegavščina in synthesizer sploh ni delal. Ga je vlačil brez veze s sabo, samo zato, da ga je pač Shaquille O'Neal, da se je iz njega delal kot norca iz ruke, ampak Luka pa ne, Luka tega ne počne, ne nosi roza nahrbtnika, ne obnaša se kot ruki, tudi trenerji ga ne obravnavajo kot rukija in tudi ne igra, konec koncev, tukaj lahko zaključa kot ruki. In nekaterim veteranom seveda pa mislijo, ne samo to, tudi to je nek novinar poročal, da nekateri veterani mislijo, da je ves ta hype že malce pretiran, ker Luka v Dallasu je res pravi boom sprožil. Res je na vseh jumbo plakatih po mestu Dallas in Cuban lastnik vlagata ogromno v promocijo tudi moštva in seveda specifično Dončića na televiziji preko raznih reklam. Imel že par recimo tistih meet and greetov, podpisovanj, ko se sreča z navijači. Navijačev je toliko prišlo v nek nakupovalni center v Dallasu, da so jih morali več stotine in stotine stran odgnati. Kljub temu, da so recimo čakali, da so prišli že 3 ure pred samim dogodkom, po več ur čakali v vrstah, videli smo posnetke na družbenih omrežjih. Res je izjemno popularen tam in Luka preprosto vse to sprejema kot nekaj samoumevnega, nekaj normalnega. In tukaj je faktor škodoželjnosti tudi lahko, recimo temu po domače povedano, fovšije, da nekdo nek mulci iz Evrope, ki so ga vsi podcenjevali, to je pa res lahko tista točka, vse o tem so ogromno že govorili, vsi vejo, kakšne neumnosti smo brali, predvsem seveda od raznih ameriških analitikov, predvsem seveda od tistih, ki pokrivajo in spremljajo NCAA študentsko košarko, da so klubi tam boljši, da Luka ne bi mogel tam biti tako dominanten, da je prepočasen in bla bla bla, vse to, kar si tudi ti že prej omenil. Vse to je preprosto Luka že, ne vem, po parih tekmah vrgel v smeti, odpeljal na odpad, vse to je zdaj že pozabljene teze, noben ne govori več o tem, govorijo samo o tem, kakšen je dejanski domet tega 19-letnika, ki igra na nivoju največjih legend, oziroma tako kot so največje legende v zgodovini NBA lige igrale v svojih rookie sezonah. Tale zadnja zmaga proti Oklahomi je dober znak za naprej. Luka je to tekmo največ časa igral žogo, največ časa vodil napade, največ časa organiziral do zdaj in moštvo je doseglo pomembno zmago. Zdi se, da so mu tudi soigralci precej več zaupali. Mislim, da ni bilo 2 napadov, ker se ne bi dotaknil žoge. Tudi v obrambi bolje, seveda vemo, tukaj mu še ogromno manjka, precej več, ampak ravno to bi bilo dobro, če bi njegovi soigralci recimo malce pokrpali luknje v obrambi, tisti, ki so za to poklicani, pa tega do sedaj niso počeli, morda na včerajšnji tekmi, sinočni proti Oklahomi, tudi v tem aspektu Luka in soigralci bolje.
Tako da ja, spremljate dogodivščine Luke Dončića z nami še naprej. Jaz bom zaključil, ti pa Blaž, bi še kaj dodal tukaj? Ne, v bistvu mislim, da sva mi čisto vse zdaj povedala. Tako da ja, upam, da boste uživali v igrah Luke, tako kot tudi midva uživava in dejansko pri tem fantu jaz mislim, da edina stvar, ki mu jo moramo zaželeti, je ta, da se ogne poškodb, vse ostalo pa bo poskrbel sam. Tako da res special kid, kaj ne rečem, wonder boy. Ja, definitely, that little dude is special, no ja, little. 203, ravno to je tisto, kar sem rekel, objavil sem eno fotko na našem družbenem omrežju, Sportinfo.si, Twitterju in tudi NBA Slovenija, Facebooku, ko sta se LeBron in Luka pred tekmo na hitro objela, ko sta tik z ramo v brami in dejansko vidiš, koliko velik, koliko ogromen fant je v bistvu Luka, ko zraven gore mišic, kot je LeBron, zgleda, ja, pravzaprav čisto podobno ista gora, vidiš, da je dejansko, a big boy, a really, really big boy. Tako da, jaz se vrnem še s tistimi podrobnostmi oziroma podatki o naslednjih podcastih. Tebi pa Blaž, najlepša hvala, da si se mi pridružil in seveda se zopet kmalu slišiva. Dobro, adijo. With that, cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases never picked at all. So I just lean up on the wall, or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch they man ball. Dag y'all, I never understood black brother. Tako, upam, da so bila z Blažem dovolj zanimiva, da niso preveč dolgovezila, da vas niso dolgočasila. Če je bil podcast dober, bi vas še enkrat pred zaključkom zaprosil za kakšen všeček in seveda, če niste tega še storili, če se lahko naročite na naš Sportinfo.si YouTube kanal. V naslednjih dneh pa novi podcasti. Z Blažem sva že pripravila en podcast o odpovedih v košarkarski in nogometni reprezentanci, ki bo tudi objavljen do konca tedna, še pred njim pa z novim sogovornikom Markom Križmanom, novim članom naše podcast ekipe, podcast o najboljših novincih letošnje sezone in kako se lahko letošnji rookie, izjemno dober rookie razred, generacija rookiev, primerja s tisto generacijo 2003, LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh, izjemen draft, po tistem boljšega še ni bilo. Nekateri pravijo, da se morda ta zadnji lahko temu približa in več o tem v tej debati z Markom Križmanom o najboljših rookijih, ki bo pa tudi objavljena enkrat ta teden v prihodnjih dneh. Tako da lep pozdrav vsem, uživajte v tem, kar počnete in se slišimo.